Prav lepo pozdravljeni. Z nič kaj vzpodbudno novico ne bomo začeli tokratne oddaje. V naslednjih dneh se bo zgodilo tisto, na kar so kazali zadnji dogodki. V rudniku Trbovlje-Hrastnik bodo čez 2 tedna začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi 135 delavcem od 278 zaposlenih. Pred novim letom je zdajšnji direktor Bojan Jelen napovedal, da bodo v letu dni razrešili večino zaposlenih. Da se bo to zgodilo tako hitro, pa ni nihče pričakoval. Tudi zaradi vseh lanskih obljub o nadaljevanju pridobivanja premoga v Brnici. Napovedalo se je tudi, da se bo poskušalo za 50 rudarjev najti delo v rudniku Velenja, pa očitno tudi s tem ne bo nič. Zaradi odpovednih rokov se bodo rudarji na Zavod za zaposlovanje začeli prijavljati aprila. Delavcem pa so obljubljene tudi odpravnine. Denarja pa ni. Del odgovornosti, da je tako kot je, nosi tako vlada, ki se vse prepočasi odloča, kot prejšnje vodstvo in nadzorni svet. Spomnimo, da je Slovenska odškodninska družba pred časom novemu vodstvu naložila, da zoper nekdanje organe vodenja in nadziranja ukrepa in vloži odškodninske tožbe. Kdaj se bo to zgodilo, še ne vemo. Vemo pa, da zaposlene na RTH ne čaka nič dobrega. Kot je videti, bodo, tako kot pred časom svejni delavci, tudi knapi pristali na Zavodu za zaposlovanje. Če pa vzamete v roke današnje Finance, boste lahko prebrali tudi, kako daleč so mnoga druga naša podjetja zapeljali slovenski direktorji in kvazi lastniki Kučanovega foruma 21. In vse to v imenu nekega nacionalnega interesa, od katerega državljani nimamo nič. Ostala so le pogorišča in verjetno polni bančni računi v tujini. Slišali ste komentar našega urednika Igorja Gošteta, ob katerem ste lahko spremljali posnetke izpred nekaj let, ko se je v jami Ojstro še pridobival premog. V prejšnji oddaji smo slišali, kako so lansko leto videli 2 poslanki in trboveljska podžupanja. V naslednjih minutah pa boste lahko prisluhnili še poslancu Desusa. Spregovoril bo Ivan Hršak iz Hrastnika. Lansko leto je bilo v znamenju sprejemanja zakonov, ki so vsem v Sloveniji še dodatno podražili življenje. Kako ste pa vi kot poslanec, ki ste sprejemali takšne ukrepe, nekako videli lansko leto? Ja, lansko leto je bilo res težko leto, mogoče najtežje leto po osamosvojitvi. Vemo, da je tudi prva Janševa vlada padla na osnovi poročila protikorupcijske komisije, potem se je seveda ustanovila oziroma druga vlada, katera še sedaj seveda dela. Skratka, veliko zakonov smo sprejeli. In to, zakonov, ki posegajo v ljudi, to se pravi, da se zmanjšujejo dohodki, da pač moramo reševati stvari, ki so se nakopičile v teh 20 letih, ki nekateri, ki so za to dobro plačani, niso opravili svojega dela in v tem je srž tega problema. Sedaj pa seveda moramo reševati te zadeve, so pa to nepriljubljeni ukrepi in jih je z naše strani kot poslancev zelo težko sprejeti, vendar smo v to prisiljeni, da nam bo mogoče že letošnjem letu šlo na bolje. V samem Desusu ste nekako bili bolj za to, da se nekako uvede krizni davek, kjer bi tiste z najnižjimi dohodki ne obremenili, predvsem one z višjimi dohodki, ampak nazadnje je obveljala potem odločitev, da se dvigne davek na dodano vrednost. Zakaj niste bolj vztrajali? Ja, Desus je vztrajal. Mi smo vztrajali pravzaprav do konca, vendar smo najmanjši koalicijski partner in pravzaprav je tudi bilo dogovorjeno, da bo uveden krizni davek. Vendar se tisti zadnji dan pred odločitvijo smo tudi na naše presenečenje, da je pa vlada sprejela, da se bo dvignil DDV z 20 na 22 oziroma 8,5 na 9,5. Mi, za nas v Desusu, mene osebno seveda bi bil krizni davek boljši. Zakaj? Zato, ker bi ga določili tako, da tisti z najnižjimi dohodki ga pravzaprav niti ne bi plačali, potem pa višji ima nekdo dohodek, več bi plačal in bi bil časovno omejen. Mi smo rekli za 2014-2015 leto, ki je zdaj še kriza, v tem času verjamemo, da bomo iz nje splavali in bi za ta čas pač bili ljudje obremenjeni. Ljudje so tudi to dobro sprejeli, medtem ko je pa zdaj DDV, ki je enkrat uveden, pa to je
trajni davek, ne, in ni časovno omejen. In to je problem. Problem je tudi seveda, da je negativno vplival na zdravstvo, na podjetništvo, podjetja. Skratka, ni to najboljša rešitev, vendar tako se je vlada odločila. No, še nekaj nepriljubljenih odločitev bo verjetno tudi v tem letu. Če ne drugega, bomo sanirali zelo globoko bančno luknjo. Kakšno leto menite, da bo to leto? Ja, to bančno luknjo smo sedaj seveda spet davkoplačevalci pravzaprav pokrili, jo bomo pokrili. To je seveda bilo pač nujno potrebno, da bomo na novih temeljih lahko gradili, to se pravi, boljšo prihodnost. Jaz verjamem, da bo v tem letu šlo nam na boljše, ker skozi to sanirano bančništvo, bančno luknjo, morajo banke začeti kreditirati, to se pravi tista podjetja, ki imajo programe, to se pravi, da bodo delala dobro, in skozi to seveda nam bo tudi potem bolje. Tudi nam bo boljše zaradi tega, ker je bil uveden davek na nepremičnine. Ja, davek na nepremičnine seveda ni najboljši, ker vemo, da tudi osnove za sam izračun davka, kako je pač GURS to vrednoto, vidimo, da je cel kup, nedorečenosti, mogoče niti ne najbolj pravilno ovrednotenih, tako da bodo tukaj se mogoče tudi marsikomu zgodile krivice, vendar bilo je nujno nekako, vlada, država rabi tudi denar in se je šlo v ta sprejem, vendar mi v Desusu smo ves čas opozarjali, mi tudi nismo bili za sprejem tega, vendar na koncu smo nekako morali popustiti. Ob 30. rojstnem dnevu Varstveno-delovnega centra Zagorje so se v ponedeljek v delavskem domu zbrali varovanci, vzgojitelji, starši in gostje. Hrastniški župan Milan Jerič, trboveljska podžupanja Jasna Gabrič, direktor občinske uprave Zagorje Rudi Medved, poslanka Katarina Hočevar, idejni začetnik centra Tine Kralj in številni drugi gostje. Prireditev so popestrili skupina Hiša, Vlado Poredoš s sinovoma, folklorna skupina iz Čemšenika in Big Band Zagorje. Seveda pa so bili najbolj simpatični uporabniki centra, med njimi Megi Gorenak, ki je tudi zapela. Megi, danes si pela čudovito pesem, nam zaupaš njen naslov? Vedno otrok. In kje si se naučila te pesmi? V DC-ji. Kakšno glasbo pa sicer poslušaš? Zabavno bolj. Pa še kakšno? Ne, sem zabavno. In katera je tvoja najljubša? Dražena Sečiča Sokole. Torej imaš rada dalmatinske, pa greš kdaj tudi v Dalmacijo na dopust, na počitnice? Nisem še bila, pa bom šla mogoče. Seveda bo šla. In kdo je pa tvoja učiteljica? Tukaj Franjo pa Marinka Bizjak, nas učita pevski zbor. In kako ti je v domu? V redu, super. Imaš svojo sobo? Jaz svojo sobo. In imaš tudi najboljšo prijateljico? Imam. Kako se imenuje? Tatjana. Varstveno-delovni center so 6. januarja 1984 ustanovile zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Ustanova je zaživela kot enota osnovne šole dr. Slavka Gruma v Zagorju pod imenom Delavnice pod posebnimi pogoji. Seveda prvotni pogoji za delo niso ustrezali tovrstni dejavnosti, zato je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve leta 1999 potrdilo investicijski program za izgradnjo novega sodobnega objekta. Novembra 2004 je center začel delovati na novi lokaciji. Na stari lokaciji pa je bila 1. aprila 2009 odprta prva bivalna enota v Zasavju. O varstveno-delovnem centru je z nami spregovorila dolgoletna direktorica centra Anica Režun, ki je izrazila tudi veliko zadovoljstvo nad prireditvijo, ki je bila
prijetna in srčna. Iskreno, bila sem ponosna na svoje sodelavce, na vse naše uporabnike, kajti skupaj smo ustvarjali ta današnji večer. Ponosna in vesela pa zato, ker smo celoten program in scenarij in vse naredili v naši hiši. Da imam take sodelavce, recimo, da jim glasba ni tuja, da jim mikrofon ni tuj, da jim nastopanje ni tuje in skupaj recimo z vsemi nastopajočimi z folklorno skupino Čemšenik, potem s skupino Hiša, s Vladotom Porodošem in sinovi ter našim big bandom smo danes res ustvarili tak prijeten program in tako sem bila srečna v srcu. To vam pa verjamem. V svojem govoru ste rekli, da ste orali ledino in iskali pravo smer. To so besede Vile Taufer. Težko je najti pravo pot, vendar se vedno najde, kaj ne? A veste, če ti neko področje dela in taka dejavnost, kot je naša, ker res ni lahka, pride v možgane in v srce, potem nekako te kar samo pelje po neki poti naprej. Seveda je pa vmes ogromno težkih ur in trenutkov in dni in let, ko čakaš, recimo, da se ti bo nek cilj uresničil in da ga bomo dosegli. Ja, bili smo, kar bom rekla, en tak VDC v slovenskem prostoru, da smo pomagali mnogim drugim, ki so se potem osamosvajali in na tem strokovnem področju recimo smo mi res vedno hoteli več in tu je bila naša moč v znanju, da smo potem tudi drugim lahko svetovali, kako in kaj naprej. Seveda pa si je moral vsak potem v svoji hiši postavljati svojo zgodbo. Mi smo našo pač postavljali tako, kot smo jo in verjetno se je danes čez tale naš program videlo, da je bila ta naša pot res vidna in tako kot jaz pravim za vse naše ljudi v hiši, za moje sodelavce, da je res delo ljubezen, ki postane vidno. In to smo mi dokazali, recimo tudi danes z današnjo prireditvijo. Očitno je, da tole za vas osebno ni le delo, služba, ampak veliko več. A veste, že kar dolgo, jaz že kar skoraj 42 let delam na tem področju dela, od predšolskih v razvojnem oddelku, pa oddelki za usposabljanje in potem osnovna šola s prilagojenim programom. In nazadnje sem prišla pred 29 leti v varstveno delovni center in nekako veš, kaj ta področje recimo zahteva in to ni več samo poklic, ampak je res poslanstvo in če si tako suveren na nekem področju, si tudi močen, korajžen, prodoren, dovoliš si marsikaj, upaš si načrtovati marsikaj, mnogo več, kot bi včasih sam mislil, da boš uspel. Ampak gledajte, na koncu potem res ravno zaradi te povezanosti s celotjo mojo bitjo tudi vse rata. In še čisto na kratko pogled vnaprej. Ja, načrte imamo tudi za vnaprej. V letošnjem letu bomo predali namenu novo stanovanjsko enoto. V prihodnje pa si želimo nekje v Zasavju dobiti kmetijo in ravno tako želimo, da bi na tej kmetiji zaživeli uporabniki, ki so navajeni tega okolja iz okoliških krajev. In jaz upam, da nekega dne bo tudi ta kmetija v zasavskem prostoru naša.
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Latko Korošec je v Zagorski cerkvi svetega Petra in Pavla na predvečer svetih treh kraljev pripravilo dobrodelni koncert z naslovom Koledovanje za Zagorjane. Pod vodstvom Urške M. Luzar sta venček božičnih in koledniških pesmi zapela Mešani pevski zbor Latko Korošec in Zagorski oktet. Zaradi bolezni žal ni bilo nastopa glasbene šole iz Zagorja. Prostovoljne prispevke v dobrodelne namene so zbirali simpatični koledniki iz vrst zagorskih skavtov. Nekaj več o povodu in organizaciji dobro obiskanega koncerta nam je povedala Joža Roglič iz zagorske organizacije Caritas. Pravkar se je končal dobrodelni koncert. Povejte nam nekaj o organizaciji in kdo je idejni vodja tega koncerta? Idejni vodja tega koncerta je, to se pravi, Latko Korošec. To se imenuje tako ta koncert, potem pa Zagorski oktet. Kdo ga je organiziral, Caritas? Organiziral ga je pa ne, ampak tale zbor Latko Korošec so ga organizirali, ampak za dejavnost Caritasa. Torej, njihova zasluga. Povejte mi, prosim, glede na to, da so hudi časi, kakšen je odziv na dobrodelnost pri takih dogodkih? Ja, v Zagorju je ustanovljena bila Caritas pred 22 leti in pol. V tem času je bilo zelo veliko dejavnosti, veliko smo delali z našimi ljudmi v stiski. Potem organizirali smo pa dobrodelni koncert prvič danes. Ni bilo še prej nikoli, ker prej smo kukar tukaj še imeli sredstva za pomoč tem ljudem, zdaj je nastala pa taka stiska, ker Evropska unija nima več sredstev za hrano in zato smo se odločili, da bomo na tak način zbrali sredstva, katera bomo uporabili za te ljudi v stiski, posebej mlade družine, da jim vrnemo vsaj malo dostojanstva, pa družine, ki so trenutno ostale brez dela. Torej, mislite tudi nadaljevati s podobnimi prireditvami? Ja, če bo možno, ne samo to organizirati, ni tako enostavno. Tudi vi ste nam veliko pomagali pri tem, ne eno z drugim, pa upam, da bomo zbrali nekaj za mlade družine. Pa ste zadovoljni z današnjim obiskom? Mislim, da smo se lahko zadovoljni, ker so se vsi nekako odzvali in čutijo tudi to potrebo. Pri nas smo 2600 ljudi, ki redno prihajajo po pomoč na Caritas, to je veliko število ljudi, ne? In eni pridejo enkrat na leto, eni pa vsak teden, ne? In to se pravi, mi smo tone in tone hrane razdelili, do zdaj pa to zmanjkalo, smo se pa takole poslužili dobrodelnega koncerta. No, upajmo, da enkrat pridejo pa tudi boljši časi. Ja, na vsak način. Mislim, se tem ljudem ne delimo samo hrane, pa to dajemo jim upanje, družimo se z njim, pogovarjamo se z njim. Smo kar ena taka velika družina nastala, kljub temu, da je tako veliko število potrebnih, ne. Tukaj noč so zajeti otroci, starejši, mlade družine, odvisniki, samski, vse narodnosti, tudi Rome imamo in tako naprej. Menjalni krog pa je postal stalnica dogajanja v Zagorju. Prvi letošnji konec tedna je bila stojnica pred Zagorsko tržnico, vendar pa tokrat vseeno malce drugačna. Poleg prehranske samooskrbe so glavno vlogo prevzeli knjige in stripi, kar je bila dobrodošla dopolnitev ob hrani, ki je bila bolj ali manj v kozarcih in steklenicah. Člani ekipe Lec Zasavje bodo v prihodnje projekt menjalnega kroga poskusili razširiti na preostali zasavski občini in ga združiti s sorodnimi projekti, kot je na primer zasavske mimobežnice. Dogajanje bo vsekakor zanimivo in tudi našemu očesu ne bo ušlo. Zdaj pa sledijo kratki oglasi. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446.
Poskrbeli bomo za vaše spomine. V četrtek 2. januarja je v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica začel poslovanje 35. oddelek vrtca. Ta oddelek se nekoliko razlikuje od preostalih, saj je posebej prilagojen za skupino otrok s posebnimi potrebami. Tovrstni razvojni oddelek se je na pobudo staršev otrok v sodelovanju z občino Ivančna Gorica in vrtcem uredil v prostorih Centra za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični. Skupina razvojnega oddelka lahko sprejme od 3 do največ 6 otrok. S podpisom pogodbe o sofinanciranju pa so se v Zagorju začele aktivnosti za izgradnjo čistilne naprave. Prvo gradbišče se nahaja na vzhodnem delu zagorske občine. Kaj ta dela pomenijo, pa je za naše gledalce povedal Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe. V občini Zagorje so se začela odvijati dela na izgradnji kolektorskega sistema kanalizacije s čistilno napravo, in sicer z izgradnjo 2 kanalov ob Kotredežici, ki poteka od Beli mostu, to je od trgovske avtomobilske hiše Kržišnik, do obstoječe čistilne naprave ob Kotredežici pri Ribniku. Ta 2 kraka, levo in desno obrežna, bosta zbirala meteorne in fekalne vode ter jih odvedla v novo zgrajena bazena pretočnih voda, to je tako imenovana PBMV, kjer se bo obstoječa čistilna naprava opustila in se bo ta voda zbrala na enem mestu ter nato preko kolektorja transportirala na bodočo čistilno napravo ob Savi. Celotna investicija izgradnje kanalizacije znaša preko 7 milijonov evrov, od tega približno 80% dobimo evropskih sredstev in državnih sredstev, preostanek pa zagotavlja proračun občine Zagorje. Vsa preostala dela so po pogodbi predvidena, da se zaključijo konec leta 2015, to je vključno z uporabnim dovoljenjem celotnega sistema, ki zajema tudi izgradnjo kanalizacije v Kisovcu. Vse te kanalizacije pa je več kot 11 kilometrov, se pravi tako meteorne kot mešanega sistema. Sestavni del te investicije pa so tudi 5 bazenov, pretočnih bazenov meteornih voda ter sama čistilna naprava z velikostjo 11.000 populacijskih enot, kot rečeno, ki bo stala na desnem bregu Save preko mostu v spodnjem delu Zagorja. Dodamo naj samo, da v sklopu del poteka tudi zamenjava obstoječega vodovoda. Predviden zaključek del na tej lokaciji je konec januarja 2014. O šolstvu se pri nas veliko govori. V zadnjih dneh največ okrog ovadbe proti nekdanjemu in zdajšnjemu ministru za šolstvo Igorju Lukšiču in Jerneju Pikalu. Svoj pogled na šolstvo pa je nedavno z nami delil Milan Jevnikar, ravnatelj srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice. Spremljate posnetke z ene izmed prireditev na tej šoli, ko so gostili mlade podjetnike, na kateri je bil eden izmed govorcev tudi naš sogovornik. Ja, v svoji predstavitvi, v svojem govoru sem izrekel ene besede, za katere mi najbrž moji predstojniki na ministrstvu ne bodo prav pretirano hvaležni. Menim namreč, da javna šola ni dolžna, da si sama išče klientelo po okoliških šolah v bližnje in daljne okolice, da si zagotovi delovno okolje in da si zagotovi tiste, ki jih izobražujemo. Menim, da bi država morala imeti neko politiko šolskega sistema, neko politiko izobraževanja. Namreč dovolj jasno je, katere profile, katere poklice potrebujemo, da se bomo premaknili iz krize. Vendar nihče v tej državi ni nikoli rekel, za katere poklice bomo prvenstveno namenili promocijska sredstva, da se bodo ljudje usmerjali, kajti človek se pri nas lahko šola na najrazličnejših področjih.
Pogosto slišimo, da se izobražujemo samo na družboslovnem področju, kar ne nudi neke trdne osnove za materialni obstoj družbe. Jaz se s tem seveda ne strinjam, trdim, da je treba izobraževati ljudi na družboslovnem in poslovnem področju, vendar nekdo v tej državi bi vendarle moral reči, koliko gimnazij potrebujemo, koliko ekonomskih šol potrebujemo, ali potrebujemo še trgovske šole ali ne, ne pa da je sedaj tako, kot je bilo pred 15 leti, imamo iste šole, iste programe, za 17.900 ali nekaj podobnega številčno generacijo devetošolcev razpisujemo 26.000 mest v srednjih šolah. Vprašam vas, kdo je zdaj tisti, ki je kriv, da se teh 26.000 mest ne zapolni? Popolnoma jasno je že vnaprej, da se ne bodo zapolnili, če imamo samo 17.500 kandidatov. Zakaj pa razpisujemo in se slepimo, da bomo napolnili teh 25.000 mest? Nikoli jih ne bomo napolnili. Torej, bi nekdo moral reči, od teh 25.000 mest je točno teh le 5.000 mest odveč, ker ne bodo polna in tudi ne izobražujejo za tista področja, ki so v naši družbi danes potrebna. In to bi morala biti naloga našega ministrstva. Ne pa, da si zdaj sosednje šole skačemo drug drugemu v zelje, da svoje želje po vpisu usmerjamo v isto skupino dijakov in predvsem želimo zapolniti šolo v svojih programih, nič pa ne moremo narediti na tistem področju, da bi rekli, mi vidimo kot učitelji, kot vzgojitelji, kateri so tisti programi, ki so za življenje v prihodnem desetletju bolj pomembni od drugih. Enostavno, nobene možnosti nimamo, da bi za svojo šolo izbirali program in ga potem tržili, ampak enostavno smo vrženi v dejstvo, da imamo programe, kakršne nam je nekoč ministrstvo določilo in zdaj edina naša vloga je, da premamimo ali privabimo čim večje število dijakov, da se bodo v teh programih izobraževali. Pa če se nam zdijo dobri ali pa manj dobri. Na včerajšnji predstavitvi strategije razvoja občine Trbovlje za obdobje 2014-2022 je bila udeležba javnosti zelo skromna. Kljub temu so se predstavniki občinske uprave potrudili in predstavili vso strategijo in pozneje tudi to pojasnjevali. Med udeleženci je bila tudi ravnateljica gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in prav njo smo povabili pred našo kamero. Kaj mislite, kje vidite vi svoje mlade, s katerimi se ukvarjate že tako dolgo in se še boste v teh načrtih, za katere so danes imeli predstavitev? Ja, mladi morajo predvsem začutiti, da se jim odpirajo možnosti v lokalnem okolju, torej da bodo imeli kje bivati, pač vsa potrebna infrastruktura mora obstajati, vse takšna kot je, oziroma tisto, kar so tudi sami izrazili, da je največji minus, a ne delovna mesta, pač to možnost jim je treba nekako ponuditi in bo potem tudi večja možnost, da bodo delež tistih, ki se bi odločili, da ostanejo v Zasavju, da bodo dejansko ostali. Pa mislite, da je ta strategija naravnana na to? Ja, to, kar smo danes slišali, zagotovo je. Tudi so povedali, da ne gre za nek izvedbeni načrt, ampak ideje, ki so zapisane, so zelo dobre in če bi kdo to bral, jaz mislim, da bi se kar z veseljem priselil v našo občino oziroma v Trbovlje. Leto 2014 je, strategija je do leta 2022. Kaj mislite, a je vsaj, lahko rečeva, da je desetina izvedljiva do takrat? No, jaz sem prepričana, da z dobro voljo in če se povežemo in stopimo skupaj, da so stvari izvedljive. Je pa potrebno preseči nekatere, lahko tudi rečem, stereotipe, in res stopiti skupaj in pač v slogi je moč. Če bomo pa vlekli vsak na svojo stran, potem pa ni izvedljiva skoraj nič. In potem, kar ste danes slišali od predstavnikov naše občine, lahko vi stopite pred svoje dijake in jim rečete, da je neka bodočnost v tem kraju. Potem, kar smo slišali danes, lahko. Kaj bo pa dejansko izvedeno, to bo pa čas pokazal. In pa seveda smo tudi slišali nekaj odvisno tudi od sredstev, ki naj bi jih še Evropa ponudila oziroma država omogočila v rabo pač tej naši regiji. Glede na to, kar smo slišali, pa da, lahko, ja.
V mestu Trbovlje so nekateri predeli postali bolj urejeni. To bi lahko rekli tudi za predel od Opekarne do Šuštarjeve kolonije in okrog športne dvorane Polaj. Le malo stran za bloki na Opekarni in proti Toplarni pa se začne povsem druga zgodba. Najprej smo si ogledali tako imenovane vrtičkarje, ki se nahajajo na površinah v lasti rudnika. Vsekakor ne preveč mikaven pogled. Vsak v svojem stilu ima po svoje skupaj z metano barako in ograje, vse skupaj pokrito z različnimi pločevinami, plahtami, ivrnimi ploščami in podobnimi materiali. Odlično je, da se ljudje ukvarjajo z vrtičkarstvom in si tako zagotovijo osnovne pridelke za svojo prehrano. Vendar pa bi bilo lahko vse skupaj tudi malo bolj urejeno, saj smo navsezadnje v razviti državi, članici Evropske unije, s čimer se radi pohvalimo. Druga stvar, na katero Trbovlje in Trboveljčani vsekakor ne morejo biti ponosni, pa je objekt na Opekarni pri Toplarni Polaj. Gre za dve na pol razpadajoči stavbi, ki kazita okolico. Sta pa tudi nezavarovani in zato potencialno nevarni. Povsod leži razbito steklo, stropi se še komaj držijo, vrata so odprta, prostori znotraj so vsakomur dostopni. Mimo gre cesta, vse skupaj pa se nahaja skorajda v samem središču Trbovelj. Stavbi sta v lasti zasebnega lastnika podjetja Era Velenje. Sprašujemo, kdo je odgovoren, da je stanje takšno, kot je, tudi kaj se lahko stori, da se uredi in kdo najbolj trpi zaradi takšnega stanja. Najprej smo povprašali pri gradbenem inšpektorju, kaj se lahko zgodi s takšnimi objekti. Pojasnili so nam, da je treba v tem primeru oddati prijavo. Če je objekt potencialno nevaren, lahko ukrepajo. Povedali so še, da imajo določene vzvode za reševanje takšnih situacij tudi občine. Zato smo se na občino Trbovlje obrnili z vprašanjem, kaj je občina v tem primeru že storila. Prijeli smo obsežen odgovor, ki pa žal ni spodbuden. Ker zemljišče ne meji na javno površino, občinska inšpekcija ni pristojna za to področje. Župan je junija 2011 pozval lastnika k saniranju poslopja. No, zdaj smo že v letu 2014. Odgovorili so, da naj bi tam zgradili poslovni center. Lastnik je nepremičnino želel tudi ograditi, a je bila posledica postavitve ograje tožba zaradi motenja posesti enega izmed lastnikov sosednjih zemljišč. V zvezi s tem je bil dosežen sporazum za uporabo nepremičnin v smislu neoviranega dostopa. Lastnik tudi zagotavlja, da so na lokaciji večkrat opravili oglede in uredili izpraznitev objektov ter občasno čiščenje. Od reševanja te problematike je torej minilo že več kot 3 leta. Po posnetkih sodeč lahko vidite, da objekti niso očiščeni niti izpraznjeni. No, ljudje pa se lahko prosto sprehajajo, to pa drži. Ampak ta sprehod je vse prej kot varen, pa tudi ne s preveč lepim razgledom. Občina ima po zakonodaji določene možnosti in sicer razlastitev lastnika pod določenimi pogoji. Priprava dokumentacije je v tem primeru precej zahtevna. Druga možnost pa je, da občina zaveže lastnika, da opravi nujna vzdrževalna dela ali celo odstrani objekt na podlagi zakona o graditvi objektov, kar pa je sporno iz ustavno-pravnega stališča. Tako torej občina, glede na odgovor, ki smo ga prejela, nima pravih vzvodov, da bi odstranila takšne in podobne objekte, ki kazijo okolico. Občani pa se lahko po vsem tem očitno le sprijaznijo, da bodo takšno nesnago gledali še naprej. To pa je bilo vse v tokratni oddaji 7. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bosta Anton Koban in Roman Perklič predstavila spomine na rudarstvo ter lani ustanovljeno rudarsko-muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje. Želimo vam prijeten večer.